Večer, ali je že, ne vem, tema je Aljoša Korenčan, jaz sem tudi iz Kranja, v glavnem so vsi moji frendi, kolegi iz Kranja, živeči tudi v Ljubljani, pardon. Se pravi tako, začnem. Sem snemalec, direktor fotografije, steadicam operater in kako v bistvu sploh od mojega začetka, od fotoaparata do kamere. Bil je film, Trak v Fotkiču. To mi je bilo itak najlepš, najslajš. Vtakniti film v fotoaparat, iti naokrog in fotkati, črno-bel, delati panorame, kasneje pa več akcije, pa bolj zrežirane fotke, pa vse to. Ker me je vedno bolj zanimalo več akcije, več dogajanja, da pač ni to samo statična fotka in ja, in koncerti, in glasba in tako. V glavnem iz teh nekih totalov, odrov v bližne posnetke, v close-upe, detajle. In naprej, ja, mi je bila pač želja snemati. Imeti kamero, ne samo fotkič, ne imeti samo neko statiko, ampak da se to malo več dogaja. V glavnem in, kakor sem imel pač izkušnje s fotografiranjem, sem bil v glavnem bolj sam. Sem fotkal, vzel sem, ne vem, flash, 2, 3, mogoče enega asistenta, maskerko, pa smo delali. Pa, ko se je pa začelo dogajati, da je bil to video, da je bil to film, je bila maskerka, pa garderoberka, pa režiserka, pa igralka, pa vse, pa asistentka, no, pa asistenti, lučkarji in vse tako. In ja, so se mi nekako začele te želje uresničevati. In so bili seti, in so bili snemanja in čeprav sem bil še zmeraj jaz asistent na začetku. Pa potlej, ampak ja, malo kasneje še o tem. V glavnem, tlej bi sam popravil, na plakatu je bilo pa na tem, snemalec pri filmu Šanghaj. Ja, snemalec, niti ne direktor fotografije, niti ne kamerman, ampak steadicam operater. V tem bom razložil, ampak se pravi, snemalec kot televizijski snemalec je pač snemalec s TV ekipo, ki gre na teren, mogoče z režiserjem, novinarko, novinarjem in pač posname, kar vidi okrog, kar se dogaja, v glavnem. Kamerman je pač snemalec oziroma kamerman v studiu. Slušalkice, posluša navodila iz režije in pač posname to pač, kar mu režiser pa realizator iz studija pove preko veze. Ja, kamera operater, snemalec, pa mogoče zraven še steadicam operater na filmu. Je pa pač vloga, mogoče lahko rečemo filmskega snemalca. Ravno tako po napotkih režiserja in direktorja fotografije upravlja s kamero. Sedi na vozičku, snema, drži kamero z roke, snema, ali pa ima kamero pač na steadicamu in snema. Zdaj mora pa priti slikca. Steadicam. Zdaj gremo pa tako. Cnk, cnk. A bo to v redu? Slika je? Miške pa ni. Ok, to je steadicam, kot vidite tukaj zdaj. A boš dal full screen? Še malo večja slika. Hvala. To je ta čudo, ki so ga
izumili leta 75. Prej sem se jaz rodil. V glavnem to snemalc, operater kamere nosi na sebi celih teh 35 kil. Danes mogoče včasih so bile kakšne na začetku malo manjše kamere, tudi sam Steadicam je bil lažji. Pa potem spet težji, pa zdaj spet lažji, zato ker pač ves ta v hiši je to roka, ki jo vidite, jopič, karbonska sled, kamera spodaj in pač protivtež. Monitor je tam s kabli povezan, kjer snemalc in on je direktor fotografije. Gledata sliko, režiser ima pa daljinsko vodeno sliko, kjer vidi, kaj se dogaja. Zraven asistent, zelo pomembna oseba, focus puller, ustrilec slike, ker vedno, ko se kamera premika naprej, nazaj, levo, desno, je treba ustriti, ker te filmske kamere nimajo autofokusa. To je včasih cel čudo. Kako ni autofokusa? Daj na autofokus, pa bo ostro. No, v glavnem, bo ta slikca ostala nekaj časa. Ja, v glavnem, to je lahko zelo težka stvar, ne. Nekih, koliko sem rekel, 35. Lahko je tudi 5, recimo, ne. Zdaj, ko so produkcije z fotoaparati, malimi digitalnimi kamerami in tako, in je pa ta Steadicam, ki ga vidimo tukaj na fotki, narejen za večje, težje filmske kamere. Ja, kako sem se jaz prebil do tega prek fotkiča, prek tega, da sem na začetku sploh hodil na gimnazijo in se me je zanimala fotografija, film. Prvič sem kamero držal na eni zabavi, ne vem, je bila neka poroka ali 50-letnica, pa sem bil nekaj 14-15, bila neka videokamera, ki je prinesel stric iz Kanade. Pa sem malo snemal, pa sem je takrat super zdela, ne. Pa sem pa začel pač z nekimi manjšimi videokamerami in kasneje asistiranjem z filmskimi snemalci, direktorji fotografije, bivše Juge, Slovenci, tujci, v glavnem, veliko sem se mogel od njih naučiti. Veliko sem asistiral, ker pač nisem šel na faks. Nisem šel na faks, zakaj ne, včasih se danes sprašam, ampak ne vem, danes bi mogoče lahko rekel, da če bi šel na faks, če bi šel na akademijo, bi mogoče bi bilo fajn ali pa ne, ampak vseeno, oni ti dajo neko znanje, neko teorijo, mislim pa, da ne toliko praktičnega, kakor sem ga jaz osvojil v teh letih. In kje smo ostali? Tukaj sem se zdaj izgubil. Ja, v bistvu sem hotel povedati, da ti dajo neko svojo linijo, predvidevam, ne, da ti oblikujejo en njihov stil, ki ni čist tvoj. Ti pa, ko si, ne vem, kot jaz danes sebe gledam, sem vzel nekaj od njega, nekaj od njega, nekaj od njega, nekaj od nje in pač to dal skupaj in pač to furam in vidim. V glavnem, največ mi je bilo to gledanje filmov, gledanje videospotov, gledanje narave, gledanje prostorov, gledanje luči, teme, vsega tega, kar se mi dogaja okrog, kar se vsem nam dogaja okrog. Ko greš po ulici, pa greš po dnevu, pa vidiš, aha, sonček. Pa greš ob 9, pa je sonček ob 4 popoldne čisto drugače. Pa greš po noč, pa je a je to v redu? Pa po noč je lučka spet drugačna, ne. Pa imamo ulične svetilke, pa imamo avtomobile, pa vse pa luno, pa ne, vse, kar svet okrog nas in nam dela nek ambient. V glavnem, ja, mogoče pa bi bilo boljše, da bi šel študirati, a ne? In bi prej posnel kakšen film, kakšen spot, kakšen izdelek. Prej bi se spoznal s sošolci, ne, mogoče že pri 20, 21.
ne, je pač šlo to vse malo bolj počas, ampak naučil sem se pa ogromen. Ampak, a se slišimo? Meni zdaj to skozi bolj potih tale deluje. V glavnem je to, kar se tega tiče. Zdaj pa ja, film, oziroma nek projekt. Dobiš najprej klic, ne, pred scenarijem, ali pa mail. A bi ti delal to, a bi ti snemal to, a te zanima. Lej, nimamo ful veliko denarja, oziroma ga nimamo. A pa ja, imamo, vse se bomo zmenili, ampak se plačam boš dobitek čez 2 let, pa tudi čez unih 2 let, no, pa ni, ampak dobro, ne bomo zdaj o tem to govorili. V glavnem, dobim scenarij, ga preberem, lahko je ne, zdaj spot, film, kratki film, ne. Ga preberem enkrat, dvakrat, lahko tudi 10-krat, včasih ga jaz res moram tudi malo večkrat prebrati, ker hočem, da ga res vidim, hočem, da ga res razumem in hočem, da res pol to se z režiserjem in z vso ostalo ekipo pogovorimo in imamo ta moment, ta kontakt, to, da mislimo isto, ne, da pridemo skupaj. V glavnem, ja, potem se zatakne pri budžetu, ne, in jaz sem si zamislil, pač dobro, bomo ta prostor, bomo to ulico, bomo to posneli. Dobro, največkrat je, katera kamera, kamera, ja, toliko denarja, ne, nimamo toliko, bomo pa s fotkičem, ne bomo pa s to veliko filmsko kamero in pač ne gre, ali pa gre. Ali pa pač se zatakne pri budžetu za tehniko ostalo, ki so luči, ekrani, vozički in te stvari. Ampak vedno na koncu se pač dogovorimo in za nek ta budžet naredimo. Ali pa tudi če ni, tudi če ga ni, ne. Naredimo ta film, ta projekt, ta spot ali karkoli že. V glavnem, večkrat moram pošpegati, ne. Bi šel naprej zdaj, potem, ko se jaz dobim sem prebral scenarij. Aha, tole sem vam pokazal, pozabil pokazati, se pravi list, equipment list, spisek opreme, ki ga mora direktor fotografije narediti, snemalec za pač nek projekt, za film, od kamere, objektivov, naprej luči in ostale opreme, je pač kar spisek. Naprej pa imamo en kader iz snemalne knjige Celovečerca, čisto simpel, ne. Eksterier, kar pomeni zunaj, po noči ulica. Moški hiti po ulicah skozi zasneženo mesto, po pločniku osvetljenem od izložb in uličnih luči ter signalizacije. A ga vidite? Ta kader. Mislim, ja, saj narisan, nokce, nekaj snega. A ga vidite, a si ga predstavljate? Je pač tip hod, kamera je zdaj pač, če gledamo kle nek tule vzadaj, ali ga spremlja, ali je mogoče malo iz strani, ali je še niže, okej. Ampak ja, zelo je podrobno napisan za čist nek simpel kader, kako izgleda, pa kako je osvetljen. Sploh ni nujno mogoče, da dodajemo neko dodatno svetlobo z lučmi, ki bi jih imel na spisku, ne, ampak je pač to lahko posvetljen, osvetljen samo z ambient lučjo, ki je pač takrat nam prisotna, ne. Lahko pač dodamo še kaj, ampak ni nujno. V glavnem, kaj pa če ni snega, pa dodamo sneg, ne. Pa če ni vetra, pa dodamo veter. Če se je režiser oziroma scenarist, ne vem, zaželel, oziroma če si direktor fotografije oziroma snemalec zaželi, da je pač
bo ta atmosfera bolj izgledala pa z nekim dežjem, ne, odvisno od letnega cajta, pa pač dodamo to, ne. Naprej, a si ga predstavljate? Kader? Ja, thanks. Aljaž, pojd sam to prebrati, prosim. In a back room at the stadium, an Indian-Chinese man is speaking shakily as the camera slowly pulls back to show him tied to a chair, positioned in the front of a desk. The man is obviously frightened and sweating heavily. Cutaway of a woman, Sass, standing behind him. She is dressed in black, wearing dark glasses, and has a big knife and pistol holstered in her belt. Another bodyguard stands next to the door. Dome stars and the crowd can be heard faintly in the background. Hvala, Aljaž, ga boste kasneje spoznali. O, aplavz je dobil. Hvala. V glavnem, to je pač pa iz enega drugega scenarija, iz enega filma, ki sem ga imel priložnost delati, iz ene nigerijske, nollywoodske, angleške koprodukcije, snemanje v Afriki, v Nigeriji, v mestu Kalabar. In ja, no, to je pač, ste razumeli, kaj je hotel pač scenarist z tem odstavkom videti v tej sceni. Ne, v glavnem sam, kako se igralci obnašajo, kje se to dogaja in to je to. In pač potem sem jaz na svojo noto pač šel in po svetu. Pomeni, v čist temnem prostor je bil velik kot tale dvorana, kot nek studio. V Nigeriji pa sploh to, da ne prideš v hišo, v halo, v kamorkoli, da studio ni bilo. Vse dela na agregat in šparajo in ni, ne, elektrike. In ni tako, da prideš pač, prižgeš luč in imaš že par ambient lučk okrog in pač vsaj vidiš, kje si. Glavno prideš z baterijo, če greš po noč na ogled terena. In ja, tloris. In sem jaz narisal jim tem, kar malo se boste dojeli, bom vam razložil. In sem jim narisal pač tloris za lučke, za kamere, kako pač to gre. Se pravi, to je prostor, če se predstavljate, tukaj se je vsa stvar dogajala, neka miza, glavni igralec tam s klobukom, tule dva, pa tule dva, ne. In zdaj vidimo, tule smo postavili oči, gor smo postavili oči, na un stran, raven tako, neke, kaj je, 2000 vatne z dodatkom green filtra, zato da pač je izgledala neka ta zelena noč, pa ne zelena noč kot mesečina luna, ampak zelena noč kot neka, prostor je bil zraven nekega štadiona in zunaj pač je bil parkirišče, kjer se je pač to navezval, ta prostor na eksterior, smo pač postavili to zeleno luč, da pač gledalec vidi, aha, to je tam nekje zraven. V glavnem, noter smo dodali par luči, tamle vidite gor, 650 vatne lučke, ki so pač delali neko kontroluč na igralce. In pa teli krogci so pa pač te ambientne luči, practical lights, sem postavil te navadne neonke. Pa tule še ena od spodaj pride, sam je sken porezal. Ja, to je ta tloris. Potem pa kamere, kako se kamere gibljajo, ne. Se pravi, glavni plan je bil na glavnega igralca, ki je tam, kontraplan na tega, tule en širši plan, pa vse to je bilo steadicamom narejen. Se pravi, kamera se je premikala ne po tračnicah, ampak na tem jopiču, na tej rokci. Pa neka splošna dodana luč, vidite to, ta kvadrat s temi 4 črtami je kinoflow, to je ta neka mehka luč, ki jo postavimo kamorkoli v bistvu, ampak tukaj smo postavili tudi zgoraj.
da smo dobili neko mehkobo na obrazih. Ne? To je to, kar se tega tiče. Čakajte, zdaj vam bom pokazal. Ni total, je pa pač nek close-up tega. Se pravi, to je ta tip, ki tam sedi in ga on muči, on je nekaj zajebil, pardon, narobe naredil in so ga malo obtožili, na koncu tudi zaklali, ubili. Ne spomnim se že kako grozen. Nigerici. No vidite, tule so te zelene luči, ki prehajajo skozi okna, ne. Se pravi, zadaj se pač nekaj dogaja. Ta kikrček, rečemo, ta stranska luč prihaja, to so one 650, če se spomnite. A vam dam nazaj? Ne. To se tule dogaja. To je stol, kjer on sedi, pa ona, ki ga, ne. In tam gor so te 650 watt, piše, ne, lučke. Ena gre na glavnega igralca, ena gre na ta dvoplan, ki se nam je tukaj zgodil. Pa pač neka zelo lahna predna luč. Ta kinoflow od zgoraj. Pa tule spet dobiva iz druge strani prostora ta zelenkica. V glavnem, ja. Zdaj smo posneli film, spot, reklamo, ne? A mi je že prišel povedati, koliko imamo še? 10? Ok, super. In gremo v montažo slike, montažo zvoka, Na kar jaz dobim potem spet, imamo telekino, rečemo po domač. V telekino se včasih dogajajo, ker je bilo treba iz filma presnet na mediji digitalni, da se je potem na računalniku to šraufal. Photoshop, video Photoshop, rdečo gor, zeleno dol, belo, svetlobo gor, kontrast, ne, vse to poznamo, ne, danes, ne, itak toliko tega Photoshopa, da včasih težko živeti z njim. Ampak ja, sliko probamo na samem snemanju čim bolj, to je surova slika, to je brez kolor korekcije, brez gradinga, brez korekcije slike. Sliko na samem snemanju probam pripeljati čim bolj do tega, da nimam potem preveč, dela v postprodukciji, ampak včasih nam pa, ne vem, ne dovoljuje. Treba belo nebo na snemanju, sploh pri reklamah, je belo nebo ali pa sivo. Reklama pa hoče, da je to modro. Ne vem, reklama za turizem, turistična reklama, morje rjavo. Pa ga pobarvamo v postprodukciji v modro, ne, pa pač take stvari. Pa barve malo nažgemo, pa tako. V glavnem, ja, to je pač še, lahko bi to še ful razlagal, ampak jaz bi šel še pogledat. A zdaj, če kliknem kar na naslednji file, bo šlo naprej, ne? TNN, je gor. Alo, evo. A lahko sem zvok dol? To je Aljaž. Kje pa zdaj pauzo dajem, to mi pa niste povedali. Space? Ni res. Dajmo sam mečkan, da namo preveč, pa bomo tole sam še enkrat. Daj sam prosim, sam pauzico mi pokaž. Kje dam pauzico? Ja. A veš, da bi jaz vmes pauzico? Ja? Sam zdaj ni tam slike, ali bo? Zdaj bo pa space. Hvala. Ja? Sam zdaj ne moramo nazaj. Se pravi, na začetku ste videli neki sek iz filma Vztrajanje. Boste mogoče, boste v nadaljevanju tega druženja slišali še kaj? Ja, to ne dela, to je vse. Mene je zelo žal, ampak res, če bi imel pa svoj računalnik, bi pa to šlo, ampak gospod, to ne dela.
Veš kaj, daj mi samo, gore, nema problema, samo če z miškom nešto, samo mi ovo sliko da prebaci gore. Pa to da ja samo plate gore, pa da, ali može to? Moraš ga pustiti i pokazati vam. Cijelog? Pa ajde onda. Hoćeš ti sam tak sliku da vam... Ajde, zdaj, jaz sem imel namen ta showreel moj spustiti, kar sem v zadnjih letih delal. Spustimo zdaj, ajde, pušta ovaj video, pa ćemo mi, pa ću ja malo na brzo. Itak čas je že kar, ne? Ajde, pušti. Evo. Hvala, evo ga. To je pač ta izsek iz filma, bom zelo hitro govoriti. In gremo, to je Steadicam, zelo naravna lučka z malo dodanim moduliranjem naravne svetlobe od spredaj. Spet Steadicam, ampak, ker nas je že čas priganjal, smo iz strani dodali neko umetno luč. Mislim, da je bilo 5000 vatov. To je reklama. Zelo, zdaj bomo šli pač na to neko umetno luč, tule je tudi umeten dež, ki se vidi. No in na podvodno snemanje. V podvodnem snemanju smo uporabili tudi dve umetne luči podvodne. Snemalec podvodni se je zelo namučil, ker je bilo zelo mraz. Bo mogoče kaj povedal? Ne bo. Jaz sem bil sam direktor fotografije. No, to se je zgodilo preden sta ona dva padla v vodo. No in tu spet neki zelo naravne, z malo dodanim, zelo ambientalna luč, z malo dodane luči od zunaj skozi okno. Se pravi, no, tole smo. No, spet Steadicam, zelo ambientalna luč, ki smo jo spet pač sami mogli ustvariti, ker pač je to... Zdaj pa mogoče sedla malo glasba. Ne, ampak če gledamo pač ta nek stil, kamera se skozi, hvala, dosti na glas, premika. Veste, tu je pa vožnja. Tule se, to je pa reklama in kot vidimo, so stvari pač majčkeno bolj osvetljene, malo bolj vidimo like, ker pač hočemo pokazati in ta nek bistvo. Je pa noč, studio. Film spet Steadicam, kako odpira prostor in predstavlja nek tak open scene, ta glavno igralko. Pa kamera z roke, da vidite pač nek tak kontrast med, no tule pač, vidimo te neke nepravilnosti kamere, ne vem, rukanje, nepravilna kompozicija in kaj bi kakšno rekel, kak je zrukan, a ne? In to imamo spet Steadicam, a ne? Kar je pač, jaz se pravičujem, ker pač ta Steadicam toliko uporabljamo, ampak pač to delamo in se mi zdi fajn in lepo. Spet Steadicam. Kar je zanimivo pri tej sliki, so pač te objektivi, shift and tilt se jim reče, ki na eni strani imamo ostro, na drugi strani imamo neostro. Ni to, da imamo zadaj neostro in spredaj ostro. Mogoče bi se mogel kdaj kaj več pogovarjati o tem, če bo koga zanimalo, ampak ne. No, to je iz video spota Kati Šulc, ki ga bomo po moje itak še videli danes celega, ne vem. Ampak kar je zanimivo pri tem so pač te barve, da je pač šklepa gremo več to neko šopano barvnost in dolgi Steadicam kadri, zelo malo lokacij in dolgi kadri. In večerno sonce, ki ga vidimo zares in potem, ko se pač, da boste videli razliko v nebu, ne? To je še vedno ista scena. Nadaljujemo. No tule, na hitrco, vidimo cel kup nekih refleksov, nekih bliščev, pa barve, pa vse. To ni nič postprodukcije. To je vse, kar vidite kle. Tudi ta napis, ki zdaj pride čez obraz, je pač projekcija. Ostalo so vsi neki glaški, kako se reče, kozarčki, flaške, diamantki pred objektiv in povzročajo te reflekse. Ja, zdaj smo šli naprej. No, to je pač neka inštalacija nekih neonov na drevo. Video spot za Siddharto.
še zmeraj, pa ste zdaj. Spet Aljaž. In zdaj lahko dam pauzo. Ne. Umetno sonce, umetni zahod in umetni dež. Nič za vse te stvari, ki ste jih zdaj videli, pa... No, evo ga, spet. Saj pride zdaj. Ful veliko ljubezni treba imeti pri filmu, ful veliko vztrajanja, ful veliko enega zgodnega vstajanja, pa biti z režiserjem, pa biti z režiserko, če je, z vsemi temi ljudmi, ki se morajo imeti radi, da živijo skupaj, da delajo, ker je pač to je neko življenje skupaj. Ko se nek projekt začne jutri ob 8 zjutraj, je pomen to jutri ob 8 zjutraj pa do, ne vem, do premiere. Ni, grem ob 8 zjutraj na šiht, pa pridem ob 4 popolne domov. Ni. Tudi če pridem, živim, razmišljam, gledam naprej, telefoni, maili, še nove ideje in kaj sem, jaz upam, da sem vam kaj povedal. Imam še ali kaj? Hotel sem reči hvala. Super, ja, hvala. Tudi vam vsem, ki ste poslušali toliko poslušno in celi organizaciji, ki ste nas povabili, pa kakor vas je Štajercev pa Mariborčanov vklele, vsaka čast. Saj veste za kva. Aj, čau. Hvala, Aljoša.